Zdravo! Za vse dijake in tiste, ki radi pripravljate zavitke, sem se odločila, da danes posnamemo video in sicer bomo skupaj odkrivali kulinariko gastronomske dediščine Slovenije. Ali ste vedeli, da zavitek, ki ga pripravljamo s skuto, jabolkami in rozinami, imenujemo slovenski štajerski zavitek? Danes vam bom zaupala recepturo moje mame, Anice Križnik-Flis, rojene 1937. In ne, da vam bom samo zaupala recepturo, pokazala vam bom tudi tehniko dela, priprave, kako je to delala moja mama. Torej, kako so delali naši babice in dedki. Najprej moramo pripraviti vlečeno testo. Vlečeno testo bomo pripravili iz 520 gramov moke, 2,5 deci mlačne vode, imamo 50 gramov olja, eno zvrhano čajno žličko soli in pa eno jedilno žličko kisa, daj prav kis tisti, ki bo vaše testo naredil še boljše. Po vseh recepturah, ki jih danes zasledimo, težko kje zasledimo prav ta kis. In mislim, da je prav v tem skrivnost tega čudovitega zavitka moje mame. Kaj bomo najprej naredili? Najprej moramo presijati moko in sicer, se pravi 520 gramov gladke moke, bomo najprej presijali skozi cedilo. Zakaj moramo presijati moko skozi cedilo? Zato, da bo naše testo kasneje lažje ugneteno. Takole. Takole. Moko smo presijali. Tako si bomo naredili takoj prostor. Imamo pripravljeno moko. Sedaj pa bomo pripravili še ostale sestavine, ki jih rabimo za testo. V mlačno vodo, in sicer 2,5 deci, bomo dali eno veliko zvrhano čajno žličko soli. Dodali bomo 50 gramov olja, takole, in eno jedilno žlico kisa. Sestavine, ki smo jih združili v toplo mlačno vodo, dobro primešamo. Na hitro pomešamo med moko. Med samim gnetenjem že takoj opazimo, ali je potrebno, vidite, dodati še malo vode, v našem primeru ja. Zakaj je pomembno, da to dodamo takoj v samem začetku, ker kasneje bi težko dodajali. Še malo. Tako. Zdaj pa imamo. A vidite, ko testo v bistvu že samim gnetenjem se nekako loči od stene, vaše sklede že kaže pravilne znake, da je testo dovolj kvalitetno za nadaljnje delo na deski. Takole si potem s pomočjo čistilne lopatice čistimo skledo, prestavimo testo in začnemo s pravilno tehniko gnetenja. Prej smo povedali, da je to tisto najbolj pomembno. Takole. Če smo dodali malce preveč vode, bomo kasneje dodali še malo moke in bo testo pravilno.
Pomembno je, da postane gladko, primerno za razvlečiti. Takole. Takole. Kdaj bo testo dovolj ugneteno, pa je odvisno od tega, torej, kdaj se bo ločilo od deske. Ko se testo lepo loči od deske, pomeni, da je dovoljce ugneteno. Ta tehnika, kot vidite, gnetenja na deski, je tista, ki dela testo gladko, s pomočjo česa boste lahko zavitek še lažje kasneje razvlekli. Poglejte, kako je gladko, kako je čudovito, ampak še ni dovolj pregneteno. Včasih me dijaki vprašajo, kako dolgo je to potrebno gnesti. Čim dlje. Bolj ko gnetemo to testo, lažje se kasneje razvleče. A vidite, še malo se prijema na desko. To pomeni, da bo potrebno čisto malo dodati še moke, da bo pravšno. Še enkrat pa opozorim, ne sme pa biti trdo. Testo mora biti na otip zelo mehko. Težko se primerja to testo z tistim, ki ga kupimo, kajti doma pripravljeno testo je vedno najboljše. Tako. Verjetno tudi vi opazite, jaz že tudi čutim, kako se mi testo, vidite, brez prijema loči od deske, ne glede na to, da ga močno stisnem ob desku z dlanjo roke, pa je ves čas, kot vidite, deska čista. To pomeni, da bo tole testo čudovito. Tako, spravimo ga v kepo, vzamemo skledo, v katero bomo dodali malo olja. Takole. Dodali vanjo testo. Takole, z obeh strani. Lepo pooljali. Takole. In pustili v hladilniku ali pa zunaj vsaj uro pa pol. Slovenski štajerski zavitek ima naslednje nadeve. Skuto, torej skuti nadev, jabolka, jabolčni nadev in pa rozine. Najprej bomo pokazali, kako pripravimo skutin nadev. Dosti kje zasledite v recepturi, da je potrebno skuto pretlačiti. Moja mama jo ni, ampak jo je samo takole rahlo potisnila in tako delam tudi jaz. V skuto damo polovico sladkorja, ki smo ga odtehtali po recepturi. Polovico pa prihranimo za beljake, kjer bomo pripravili trdi sneg. Med skuto dodamo tudi rumenjake, 6 rumenjakov. Imamo kilogram skute, po tej recepturi je nekje 6 jajc.
Lahko je manj, lahko je več, odvisno od okusa. Nadev lahko prilagodite svojemu okusu. Tudi sladkor, vkolikor želite manj sladkan zavitek, lahko nekoliko pustite. Takole. Ta čas, ko se nadev takole soči, bomo iz beljakov in druge polovice sladkorja, ki je bil namenjen za skuti nadev, stepli trdi sneg. Ko smo z beljakov stepli sneg, ga dodamo skuti. Najprej polovico. In nato še druga polovica. Ko smo beljake vmešali med skuto, dodamo še 1 jedilno žlico ostre moke. Tako, skuti nadev imamo pripravljen. Za jabolčni nadev potrebujemo jabolka. Sveža jabolka operemo, olupimo, naribamo. Ne dušimo, ne sladkamo, ampak ko so naribana, samo nekoliko jih stisnemo, da jabolka osušimo. Naribanim jabolkam sem primešala sok 1 sveže limone. Jabolka so torej ostala sveža, naribana, nekoliko smo ta sok iz njih iztisnili. Sladkor, cimet, mleti cimet in pa popražene drobtine bomo pa dodali potem, ko dokončujemo zavitek. Rozine. Rozine smo namočili v vroči vodi. Tisto vodo potem odstranili in jih malo obogatili z rumom. Preden začnemo pripravljati zavitek, je zelo pomembno, da smo prižgali pečico na 200. V začetku se mora zavitek na hitro, svetlo, rjavo zapeči. Pripravili smo si pekač, nekoliko narahlo smo ga premazali z oljem. Ko imamo vse nadeve pripravljene, začnemo s pripravo testa. Testo smo v našem primeru dali v počivanje v hladilnik. Testo vzamemo iz sklede. Olje, ki je ostalo v skledi, bomo porabili kasneje, ko bomo testo razvlekli, preden ga bomo zvili za peko. Ta prt uporabljam samo za pripravo vlečenega testa. Zato je tudi zelo pomembno, da ga dovolj pomokamo, da kasneje se nam testo ne prijema na prt. Robove testa stanjšamo s pomočjo valja. Se prepričamo, da se testo nikje prijelo na prt.
potem kasneje več valarja ne potrebujemo. Testo bomo nekoliko stanjšali v rokah. Pazimo, da se nam testo ne pretrga. Takole. Takole. Že sedaj lahko delček tega olja malce pomastimo, tako bomo lažje razvlekli testo. Najlažje razvlečemo tako, da dajemo en delček takoj na rob mize, tako si potem tudi z drugo roko pomagamo, da razvlečemo samo od tiste točke, ki mi želimo. Če smo pravilno naredili testo, potem tudi pri samemu temu postopku ne bomo imeli težav. Še zadnji vogal. Če želimo testo iz sredine potegniti k sebi, potem delamo to v rahlih pogibih. Potrebovali bi večjo mizo in večji prt. To testo kar ni konca. Prav zato zelo rada delam prav po tej recepturi. Zelo pomembno je zaporedje polaganja nadevov. Najprej damo skuti nadev. Dostikrat v kakšnem učbeniku ali v knjigi piše, da je potrebno skuto premazati. Kot sem že povedala, danes delamo po recepturi in postopku moje mame, zato bo nekoliko drugače. Na skuti nadev nato dodamo še jabolka. Na olju smo popražili drobtine in jih zdaj posujemo po jabolkah. Paziti moramo, da drobtine ne popražimo preveč oziroma premalo, saj je njihova naloga, da bodo nadev lepo uravnovesile glede jabolk in skute. Vse skupaj posujemo z malo cimeta. Jabolka sladkamo, smo rekli, ne v času, ko ribamo pri nadevu, ampak ko je zavitek takole že pripravljen, zato je sedaj pravi trenutek, da sladkate. Sladkate lahko po okusu. Jaz bom naredila po našem. Ko sem mamo vprašala, zakaj ne sladka jabolk v nadevu, je bil odgovor zato, da bodo ostale sočne. Dodati pa moramo še rozine. Te gredo čisto na koncu. Vse nadeve, vse smo pripravili. Sedaj pa bomo še tele robove nekoliko porezali, odvečno testo odstranili,
Vsi grobi delci so torej odstranjeni in zavitek čaka samo, da ga še zavijemo in damo na pekač in spečemo. Takoj poskrbimo za enakomeren, tanek zavitek. Takole. Ta del pač zvijamo z rokami, ker je presegel prt. In še z druge strani. Takole. Obe polovici zavitka sta pripravljeni. Sedaj bomo središče prerezali in dali zavitke na pekač. Takole. In sedaj še drugi del. Takole. Naš zavitek je pripravljen za peko. Sedaj gre v vročo pečico. Predtem pa je dobro, da ga še premažemo z oljem, vkolikor želimo. Moja mama ga je. Takole. Ko smo zavitek premazali z oljem, je pripravljen za peko. Pekli ga bomo na 200 stopinjah, dokler ne bo zlato rjav. Potem pa bomo zmanjšali na 160 stopinj in pekli še nekje 45–30 minut. Na 200 stopinj smo pekli do zlato rjave barve. Sedaj pa bomo temperaturo zmanjšali peke na 160. Vse skupaj se mora peči nekje 1 uro. Najbolj pomembno pa je, da imate zlato rjavo barvo pri 200 stopinjah. Naš zavitek je pečen. Pekli smo ga točno 1 uro.